Kljub mojim nekim dolgoletnim izkušnjam vendarle vodenja večino svoje kariere sem bila direktorica, moram reči, da je tako, kot bi bil ponovno na začetku, ker je neko drugo področje dela. Zdravstvo ga poznamo vsi, tako kot bom rekla, občani, kot posamezniki, kot državljani, je vedno polno izzivov, kar se kaže tudi vedno na nivoju države, da je veliko sistemskih stvari, ki jih je potrebno rešiti, pa vendarle, če grem na to našo hišo Zdravstvenega doma Laško, moram reči, da sem ga prevzela v enem takem najbolj zanimivem obdobju te naše zgodovine Zdravstvenega doma Laško, ker se je praktično ravnokar začela gradnja, kar je povsem nekaj novega, ne samo za naš zdravstveni dom, pač pa tudi za občane Laškega, da se gradi v bistvu tako ozko v centru mesta, je nek svojevrsten element, ampak to je neka, bom rekla, naša trenutno ena taka pomembna pridobitev, ki se vsi zelo veselimo. Seveda pa prinaša zraven tudi to, da je potrebno prilagoditi v nekih segmentih organizacijo dela. To, kar ste občani že občutili, je, da je vhod v zdravstveni dom na drugi strani hiše, kot je bilo do sedaj vajeno, urgentna vozila so se prestavila na drugo stran, nekoliko več je izzivov za dostopnostjo, pa vendarle mislim, da smo v teh časih zelo dobro rešili oziroma s parkiranjem. In da te stvari gladko tečejo. Kar bi tule želela posebej poudariti, pa je tisto, kar Zdravstveni dom Laško ima kot svoj največji kapital, to so pa zagotovo zaposleni. Ljudje v zdravstvu, vedno pravimo, da so to ljudje z srcem in pol, in dejansko je to res tako, da je to kapital te hiše in jaz sem hvaležna ekipo, ki jo seveda spoznavam in jo bom še nekaj časa spoznavala, ker nas je skoraj 100, da se navadimo nekako drug na drugega, ampak vendarle ocenjujem, da je to en tak pomemben temelj, ker ljudje so v vsaki organizaciji, kamorkoli greš, daleč najbolj pomembni in z njimi lahko potem gradiš te uspešne zgodbe. Kar se tiče financiranja, seveda, mi smo direktni proračunski porabnik, financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Regulativa je jasna, vedno tudi tukaj je več izzivov, da se lepo izrazim, pa vendarle menim, da smo vzpostavili vsaj v tem času eno lepo sodelovanje, da iščemo, kje je možno, da programe krepimo, da jih razvijamo. Je pa še en izziv, ki je zopet skupnosten, morda se je res z zdravstvom začel ali pa celo s socialnim varstvom, kjer sem jaz prej delala, je pa kadrovska problematika, ki je danes praktično razširjena na kompletno področje vseh delovnih mest, bi rekla. Praktično kjerkoli se, s komerkoli se pogovarja človek, ali gospodarstvo ali javni sektor, opaža, da ljudi ni. In tudi v zdravstvu praktično primanjkuje ljudi, najbolj seveda zdravnikov. Mi se s tem seveda tudi srečujemo, vendarle uspešno rešujemo preko pogodbenih partnerjev ali na druge načine, tako da ljudje tega ne občutijo, je pa to neko stanje, ki je bilo že zatečeno, ki sem ga jaz tudi prejela, pa vendarle se dogajajo strukturne spremembe, pripravlja se sprememba zakonodaje, ki naj bi to področje tudi temeljno uredila. Aktivnosti so praktično na našem dnevnem redu vsak dan, tako da jaz pričakujem, da se bodo te stvari pa vendarle v doglednem času tudi uredile in premaknile v neki smeri, ki bo dala konkretnejše odgovore. V slovenskem prostoru je pravzaprav zdravniška stavka že od začetka leta, tako da smo se nanjo že, bi rekli, lahko navadili. Kako se to odraža pri vašem delu in koliko zdravnikov je takih, ki to pravico svojo uveljavlja? Informacije, ki jih jaz dobivam s terena, glede na to, da sem meščanka in da se z ljudmi vsakodnevno srečujem, ne samo v službi, ampak pač kjerkoli se srečujemo. In sem zelo že v tem času svojega prihoda v zdravstveni dom zelo povpraševala in nekako se sama seznanjala s tem, kako ljudje občutijo to zdravniško stavko, ki naj bila naši ne občutijo, ker dejansko ljudje normalno delajo. Je pa res, da je mogoče to en tak generalen vidik, pa tukaj se bom malo odstranila stran iz te naše pozicije Zdravstvenega doma Laško, ker vendarle v celoti zagotavljamo, da so to zadeve, ki so sistemske in jih je potrebno reševati, predvsem jih je potrebno reševati na tak način z dialogom, in da to toliko časa traja, praktično celo leto, mislim celo letošnje leto že,
Je pa res ena zadeva, ki jo je potrebno potisniti naprej, se pogovoriti, dogovoriti, poiskati ustrezne rešitve, predvsem pa ustrezno naslavljati problem. Ker ne vem, koliko se mi zdi, koliko je javnost pravzaprav seznanjena, kaj so neke stavkovne zahteve, kaj posameznik, kot nekdo, ki ni povezan z zdravstvom, sploh ve. Tako da se mi zdi, da so te zadeve temeljne, ker javno zdravstvo, naj bo to, kar je, javno zdravstvo, dostopnost do ljudi in zdravniki in medicinske sestre in vsi ostali zagotavljajo to naše javno zdravstvo, vemo pa vsi sami po sebi, da je zdravje naša največja dobrina, ki se jo zavemo, oziroma vrednota, ki se jo zavemo žal največkrat šele takrat, ko je načeta. Greva še res k tej vaši investiciji, naložbi, ki je zdaj v teku. Sredi pravzaprav tega početja, sredi gradnje ste vi to prevzeli. Kako zahtevno je bilo to? Jaz sem tako dejala, da v svoji izkušnji prejšnje službe sem nekako bila vajena soočanja z gradnjo, praktično ni minilo 1 leto, da ne bi gradili, tako da so mi to nekako vse v osnovi poznane stvari, nikakor pa ne tehnično, ampak z tega vidika, kako je delati, živeti v neki hiši, ki jo prenavljaš in hkrati absolutno zagotavljati normalno dostopnost za ljudi, ki tvoje storitve uporabljajo. Je zahtevno, predvsem v prvi vrsti je začetek ali pa tisti prvi začetki so največji izziv, zato ker je takrat en cel kup logističnih vprašanj, ki jih seveda skušaš predvideti, pa vendarle kakorkoli obračaš in predvidevaš, vendarle vidiš, da ne gre vedno tako, da ne moreš čisto na vse biti pripravljen, pa vendarle se moraš truditi, da te stvari gredo z roko v roki. In tukaj zopet lahko rečem, da to dragoceno sodelovanje, res dragoceno investitorja, v primeru gradnje prizidka Zdravstvenega doma Laško je investitor občina Laško, to je njihova investicija, mi smo pač bodoči upravljalec, da tako rečem, ampak vendarle se nas pa neposredno tiče. Tako da mi skupaj z investitorjem, izvajalcem, nadzorom in seveda mi kot nekako tisti, ki bomo ta objekt uporabljali in se nas zdaj gradnja tudi najbolj dotika, se redno tedensko srečujemo na gradbenih koordinacijah, tudi jaz sem sama prisotna na vseh teh koordinacijah, ker se mi zdi pomembno, da vemo, v kateri fazi smo. Rušitvena dela so praktično oziroma stari objekt, mi rečemo Laščani, zobozdravstvene ambulante so porušene, potem so predvideni ti veliki izkopi. Že sama po sebi so vse te investicije ena velika stvar, ta je pa v bistvu v središču mesta. Vemo, da Laško naše je obremenjeno z avtomobili, z parkiranjem, zdaj je ta naša gradnja seveda nekako v sržu vsega tega. Za naše paciente je zagotovljeno parkirišče preko ceste na drugi strani, kjer je možno parkirati, da lahko pacienti dosti neobremenjeno prihajajo do zdravstvenega doma. In hkrati nekako se je izkazalo tudi v tem obdobju, zdaj je Pivo in cvetje, ko je Laško še dodatno obremenjeno, da so te stvari relativno dobro stekle. Ampak vendarle pa izkoriščam ta najin pogovor tudi zato, da predvsem se zahvalim občanom in občankam Laškega in vsem ostalim, ki prihajajo k nam v zdravstveni dom, ter tistih, ki se jih naša gradnja neposredno najbolj zadeva, to so pa naši sosedje tle okrog, da vendarle lahko rečem, se izkazuje ena velika mera strpnosti do te gradnje, da sem zelo vesela tega enega pozitivnega pridiha, da vsi nekako vidimo, da je treba iti včasih tudi čez take ne najbolj ljube procese, da potem prideš do nečesa, kar ti dejansko nekaj izboljša in da se vsi zavedamo, da je to edini način, da lahko prenovimo zdravstveni dom oziroma izboljšamo boljše storitve privedemo ali pa pogoje za naše paciente, za delo. Edino na tak način, da je treba najprej nekaj zrušiti, urediti in potem na novo zgraditi. In zato je ta strpnost in razumevanje ljudi tako zelo pomembno. Tako da to zelo vpliva na našo dinamiko praktično vsakega dneva. Stvari se spreminjajo, ampak vendarle pa delamo v tej smeri, da v bistvu naše dejavnosti, ki v osnovi
izvajamo, potekajo absolutno nemoteno. Mogoče še res beseda dve o kolektivu. To ste že, o tej temi ste sicer nekaj že rekli, ampak vendarle pred vašim prihodom, bomo rekli, so bili odnosi precej načeti, se je bilo slišati. Zdaj verjetno vi to zadevno urejate stvari v to smer, da bi ne bilo več tako. Jaz praktično imam za sabo, se pravi, glavnino svoje kariere sem bila direktorica sicer na drugem področju, socialnem varstvu. In zdaj bom tako športno rekla, da je prednost domačega terena, vidim, da je prednost, ima pa seveda tudi druge plati. Osebno sem zelo vesela, da mi je bila dana priložnost, da mi je svet zavoda zaupal to odgovorno nalogo, ki jo absolutno jaz zelo odgovorno sprejemam. Ugotavljam, da z veliko večjo mero odgovornosti zdaj pri tej svoji zdajšnji starosti, kot takrat, ko sem prvič kandidirala za direktorico toliko let nazaj, ker se točno to zavedam te odgovornosti. In absolutno se zavedam, da je največji, tako kot sem dejala, kapital katerekoli organizacije ali v javni mreži ali v gospodarstvu so ljudje. Seveda direktor je zelo pomemben, ne? Vodenje je tisto, ki usmerja, kam gledamo, kam se hiša obrača, ne? Ampak za sabo potrebuješ ekipo. In moje delo je bilo vedno takšno, da vedno razmišljam o tem, da moraš znati nekako, ali potrebuješ ekipo za sabo, ali moraš sam stopiti včasih za njih, ali biti ob njimi na eni strani, na drugi strani. To je pač dinamika vodenja. In vodenje je takšna stvar, ena dobra prispodoba sem vseh teh letih slišala, ne, da je tako včasih kot ena boksarska vreča, ne, rešiš na eni strani situacijo, pa ti z druge strani zadeva prileti. In je res, to je dinamično, te pravzaprav je dan vedno prekratek in nikoli nisi dokončno opravil svoje naloge, ker takoj pride ena druga. Jaz lahko govorim o svojem principu dela, vem, da so mi ljudje izredno pomembni. Navsezadnje imam tudi strokovno izobrazbo, da temu to rečem, to so moje smeri študija, s katerimi se še vedno jih študiram, še vedno sem učenec v mnogih stvareh in vedno bolj spoznavam, da vedno več, ko se učiš, ko študiraš, vedno bolj spoznavaš, kaj vse ne veš, da sploh še ne veš. In tako je pri vodenju, ne, voditi 100 člansko ekipo je velik izziv. Jaz sem predhodno vodila 120 ljudi, ne, 14 let, na področju, ki je bilo v marsičem podobno, v marsičem pa zelo drugačno, kot je naše delo tukaj. In moja agenda je vedno v smeri gradnje povezovalne kulture. To sem tudi svoji ekipi povedala in moram reči, da so me zelo lepo sprejeli. Enostavno povedano, ogromno se pogovarjamo. Ja, tudi sedimo ogromno skupaj, sploh v tem začetku, ker iskreno povedano, ko prideš ta zadnji v hišo, najmanj veš. Vsi okrog tebe več vejo o tvoji hiši, ki jo ti vodiš, in to ti je dragocen kapital, ki ga moraš znati uporabiti. In jaz, ko naše ljudi spoznavam, dejansko res vidim, da so zelo pripadni ekipi, da gradimo ene zdrave odnose, veselimo se tega. Ampak, veste, organizacijska kultura se gradi leta in leta, ne. Po nekih znanstvenih raziskavah približno 10 let potrebuješ, da prideš do neke situacije. In vsaka sprememba v hiši prinese ali pa te vrne spet par korakov nazaj, a ne. In zagotovo je zmenjava direktorja eden temeljnih stvari. Ampak vendarle, jaz sem tako v tem segmentu večni optimist, kar ne pomeni, da si zakrivam oči pred izzivi, ampak vedno vidim nekje luč na koncu tunela, no. To pa dejansko znam vedno prepoznati, ali pa tako enostavno delujem, ker se mi zdi, da v službi toliko časa preživimo, glavnino svojega dneva, več kot z našimi družinami, da je lahko to ena, ali pa naj bi bila to ena tistih osnovnih popotnic, da znamo svoje delo opraviti na taki ravni, da se medsebojno spoštujemo, da vemo, zakaj smo tu, da cilje dosežemo. In če se hkrati tem še dobro počutimo, mislim, da je to tisto, k čemur je treba stremeti. Je pa res zelo zmuzljivo, a ne. Tako, če se vrnem na prispodobo boksarske vreče, ko rešiš nekaj, ti pride nekaj drugega. Tako da mora ekipa biti trdna, močna.
In v tej smeri jo jaz tudi nameravam za svojimi izkušnjami in znanjem, predvsem pa z znanjem in izkušnjami svoje ekipe tudi definitivno graditi. Jaz vem, da zdravstveni dom Laško definitivno je na poti k odličnosti marsičem, ne samo izgradnji novih prostorov.